Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Se strinjam z dejstvi, ki so jih povedali moji predhodniki. Sam se bom pa dotaknil bolj mlade kmete. Najrajše se ministrstvo ali pa vlada pa vsi hvalijo ne samo mlade kmete, ampak nasplošno za mlade, ko je pa treba kaj za njih narediti, je pa ponavadi nič, ne. Glejte, sam sem razočaran, spremljam zgodbo od samega leta 2004, danes je tudi moj prijatelj Kristjan Hrastar, ko smo sama spodbujala takrat, da smo ta ukrep tudi v Slovenijo pripeljala preko ministra Buta. V tem dobi 10 let smo dejansko bili deležniki nekih korekcij, nekih sprememb. Sam pa ocenjujem, da je bil ta ukrep zelo dober. Predvsem je bil dober, ker je bil fair, ker je lahko posegel vsak imel pogoje in pa tudi nekje je bil z točkovanjem določen, koliko nekomu pripada. Danes govorimo v tem ukrepu v dveh zneskih. En znesek je 45 000 evrov, če boš kmečko zavarovan, drug znesek je 18 000 evrov, če ne boš kmečko zavarovan. Še preden bi se navezal na sama dva zneska, moram povedati, da smo Slovenija ena izmed evropskih držav, imamo 4% mladih kmetov, Evropa ima 6% povprečje rangiranih na 35 let. Sam minister se je tudi v uredbi za razvoj kmetijstva hvalil, da hoče ta procent približati evropskemu ali celo čez evropsko povprečje. Za primerjavo vam povedal, država Poljska ima 12% mladih kmetov. Tako da boste vedeli, pa verjetno so razvojno zelo slabše od nas usmerjeni. In zdaj smo prišli do tega ukrepa, ki ga sam ocenjujem, da je socialno usmerjen, niti ni pa niti manj razvojno, da bi lahko doprinesel tudi tisti drugi stvari, ki se minister zelo rad hvali, samo oskrbi. Jaz se ne bom navezoval, sam tudi pravim, da je največji udarec za živinorejo. Sramotno je, da ne zna slovensko ministrstvo pogledati, da je pač živinoreja številka 1. In mi imamo tako področje, ko ga imamo, to najlažje izvajamo in zakaj se mi tega bojimo. Jaz sam ne zastopim, zakaj, če imamo mi 115% samooskrbe, nas je strah, da imamo preveč samooskrbe. A ni to lepo, če imamo 15% bruto priliva iz tujine? Glejte, Luksemburg ima 60% prodaje mleka izven države. Temelji na živinoreji, na mleku. Je uspešna država ali ni uspešna država? Mislim, da je zelo uspešna. 100 let nam še fali, da bomo hiteli. Navezal se bom na mlade. Sami smo se prizadevali za mlade, da mora biti lastniški prevzem. V drugem stebru nam je to uspelo, v prvem ne. V drugem stebru je mogoče za hribovske kmetije malo visoki prag 6 hektarov primerljivih površin, predvsem zaradi tega, ker vemo, da so v glavnem trvinja in je to že kar nadpovprečje slovenske kmetije, da se noter v ukrep vstopa. Ne bi bilo težave, če bi se pa štele tudi gozdne površine v primerljive površine, bi pa hitro vse hribovske kmetije tudi noter vstopale. Ampak žal to ni možno, ker najpogostejši odgovor pri našem ministrstvu je, evropska uredba tega ne dopušča. Druga zadeva je, glejte, jaz mnenja, da bi mogli biti ta sredstva vsaj delno socialno, delno pa proizvodno navezana. Ne moramo kar pavšalno, ti se bo zaposlil. Lepo minister reče, bomo pač toliko mladih pridobili, se bo, da jaz ne vem, na kak način jih bo pridobil, zaradi tega, ker sam iz tistega področja, ko prihajam, pa mislim, da je edino področje, ko se še nekaj zemljišč da dobiti, je Prekmurje. Savinjska dolina je težka, v Gorenjski pa tudi, kolikor mi je znano, bo zelo težko neke površine zraven dobivati, da bi nastajala nova kmetijska gospodarstva ali pa novi mladi, ki bi imeli izobrazbo, ampak je tudi vprašanje, če bo zahteval izobrazbo, tisto temelj, ne. Jaz mislim, da temelj je izobrazba in pa tudi delno tradicija, pa izkušnje na svoji kmetiji ali pa na neki kmetiji, da jih nekdo pridobi preden naredi zagon svojega kmetijskega gospodarstva. Me pa žalosti, kljub vsem opozorilom, ki smo jih naredili. Pa če se spomnite leta 2000, ko še nismo imeli nobenega ukrepa, je bil nek ukrep mladih kmetov. Da se pa vsake 10 ali 15 let naredi, da vržemo pa neko populacijo kmetov, mladih kmetov, ki prevzemajo kmetije, pa do teh sredstev ne more priti. Ni mi jasno, zakaj si država ni mogla zboriti, ko smo zadnjih 10 let govorili, da nosilec kmetijskega gospodarstva ni pomemben. Vsi so se zavedali, da je težava,
da je pač imamo starejšo populacijo lastnikov, da se oni z birokracijo ne bojo ukvarjali, so dali mladim, nosilec je pač mogel biti mlad, ker se je s tistim papirjem ukvarjal, ker največja zadeva pri tem je bila, da so pač mladi odgovarjali za vse ukrepe in vse stvari, ki so se dogajale na kmetijstvo, do države. Ampak kaj se je naredilo nam v teh letih? Edini v Evropski uniji smo, ko imamo status nosilca kmetijskega gospodarstva, pa ni treba, da imaš hektar zemlje,